Reka Reka teče od zunanjih meja Slovenije v njeno notranjost in ponikne v svet edinstvene naravne in kulturne dediščine, v Škocjanske jame. Pri UNESCO so jo vpisali v seznam svetovne dediščine že leta 1986. Voda reke Reke je vedno bolj cenjena in potrebna, zato postaja vse bolj pereče vprašanje o njenem varovanju in ohranjanju. Hujše onesnaženje reke se je hitro zaznal v izvirih Timave v Italiji in podtalnih vodah v Sloveniji. Z reko so na Krasu povezane tudi večje odornice, ki so blizu ponorov reke pri Škocjanskih jamah ter med Lipico in Sežano. Njihov nastanek povezujemo z bližino ponorov reke v Škocjanskih jamah. Poleg velikih odornic je na ravno takšen način nastalo tudi veliko vrtač. Poglej, tam iz pobočij Snežnika dol se spuščajo potoki in vode direkt v tole reko, ki nosi ime Reka Reka. Če si opazila kakšne ribe? Ja, sem videla, sem pozvala prejle. No, je možen ribolov, za športne aktivnosti. Je pa res, da bi lahko nastali kakšni problemi z onesnaženjem. Reka izvira ob vznožju Gomancev na hrvaški strani. Ob začetku je struga reke zarezana v ozko dolino, ki se razprostira skozi gozdnato pokrajino. Nadaljnja pot jo vodi mimo ostankov starih mlinov, kovači in žag, nato pa reka sledi toku doline in se prepusti vlogi človeka, ki ji v preteklosti in prihodnosti kroji tok usode. Veš, kateri so bili glavni razlogi, zakaj so se ta dva jezera zgradila, akumulacijska Mole in Kljunik? Ja, eden je bil sigurno zaradi tega, ker je čedalje več sušnih obdobij in tudi potem zmanjka vode in so ga zgradili zaradi tega, da je pretočnost v strugi reke boljša in večja. Ja, to je eden izmed razlogov. Potem obstajata pa še dva. Eno je to, da bi iz te akumulacije pridobili pitno vodo, druga pa seveda možnost nekega mehkega turizma, ribarjenje in tako naprej. Drugače imaš pa prav, ne? V sušnih obdobjih so problemi s pitno vodo tukaj, tudi zdaj. Zato nameravajo v bližini, jaz mislim v dolini potoka Padež, zgraditi novo akumulacijo. Pa ni to prevelik poseg v naravo? Ponovno? Seveda je. Če sta ta dva akumulacijska jezera skupaj in imata vode nekje 8 milijonov kubičnih metrov, bi ta nova akumulacija imela okrog 10 milijonov kubičnih metrov. In očitno je to potrebno zaradi pridobivanja pitne vode. Ste imeli v zadnjem času kakšno čistilno akcijo na reki? Ja, ribiči stalno izvajamo čistilne akcije preko celega leta, največ v spomladanskem delu, ko se začne ribiška sezona. Kasneje pa tudi in opravimo več tisoč delovnih ur, ki so vse namenjene čiščenju obale, struge, predvsem pobiranju kosovnih odpadkov, čeprav moram reči, da ravno ti kosovni odpadki, čeprav jih je precej, niso glavni ekološki problem reke Reke. To je bil problem tudi tovarne v preteklih letih, kakšne pa so posledice drugega onesnaževanja reke? No, dejstvo je, da reka Reka v preteklosti je bila vsaj 10 let mrtva reka, praktično mrtev kanal. Do tega je prišlo nekontrolirano izlivanje vseh industrijskih odplak. Industrije Ilirske Bistrice v preteklosti sta namreč delovali na tak način vsaj 2 tovarni, ki sta povzročili množične pogine in stanje v reki Reki je bilo praktično tako, da rib v njej ni bilo. Trajno so izumrli tudi raki jevšovci iz reke Reke in stanje je bilo res alarmantno oziroma katastrofno. Aha, kako se je pa potem reka prečistila? Ste potem tudi vi naselili ribe nazaj v reko? No, do tega preobrata je praktično prišlo največ po zaslugi propada teh, oziroma vsaj ene od teh 2 tovarn. In s tem se je tudi nehalo to direktno, neposredno onesnaževanje. Ribiči pa smo vsa leta intenzivno vlagali ribe, predvsem avtohtono soško postrv, za katero že desetletja izvajamo aktivni program repopulacije. Nekaj rib pa moram povedati, je pa seveda tudi preživelo, ker imamo to srečo, oziroma reka Reka ima
50 pritokov, manjših potokov, kjer se je riba lahko začasno umikala pred tem onesnaževanjem. Torej, če pogledamo stanje danes, bi lahko rekli, da je reka spet živi, da je spet verjetno ne podobna prejšnjemu stanju, ampak veliko bolj čista, ne? No, lahko rečemo, da je precej bolj čista ta voda, ki zdaj teče po tej strugi. Ne moramo pa isto trditi za samo podrast, za samo dno reke, ker tle je le treba upoštevati, da se je skozi desetletja nabiralo razne kemikalije, niti sami ne vemo, kaj vse od fenolov naprej. In velik del ribe in njene prehrane je tudi v samem rečnem mulju. Tako da mi našim ribičem še vedno odsvetujemo konzumiranje rib. Moram pa povedati, da s tem tudi nimamo prevelikih težav, ker večina naših članov že zdaj lovi po principu ujem in spusti. Plenitev rib namreč ni več naša prioriteta, ampak bolj druženje v naravi in naravi vračamo žive ribe nepoškodovane. Že od leta 1213 se na griču visoko nad reko dviguje grad Prem, ki je imel mnogo lastnikov. Od devinskih grofov Vasle, cesarja Friderika, pa vse do kneza Janeza Ferdinanda, ki je grad spremenil v imenitno lovsko rezidenco. Njegovo obzidje sestavljajo romanski obrambni stolp s kapelo, romanski dvonadstropni palaci, gotsko stanovanjsko poslopje ter renesančno obzidje z okroglim stolpom ob vhodu. Reka je največja kraška ponikalnica, izvira pa nekje pod Snežnikom, kaj ne? Tako je, reka izvira v vznožju Snežnika, je, tako kot ste rekli, največja ponikalnica Krasa. Izjemna je po svoji vodnatosti, izjemna je po količini plavlja, ki ga nosi s seboj, izjemna je po tem, da je ustvarila eno največjih kraških jam, ki jih imamo v Sloveniji. V prvem delu teče po Flišu, Fliš je za vodo nepropustna kamnina, tam imamo samo površinske vodne tokove, podzemnih ne. Za razliko od Krasa, se pravi tam, kjer imamo na površini apnence, pa imamo podzemne vodne tokove. Nekje sem slišal izraz slepa dolina. Ja, kaj to pomeni? Ja, to je pa en tipična značilnost kontaktnega Krasa, ki ga tukaj okrog 4 km pred Škocjanskimi jamami lahko zasledimo. Torej, to je kontakt med nepropustnimi in propustnimi kamninami, med Flišem in apnencem. Tam voda, ko pride na apnence, apnence erodira in korodira. Tam je ta reka odnesla več 100 milijonov kubičnih metrov materijala s seboj podzemno v Jadransko morje. Tik preden pa je stopila v podzemlje, je poniknila pod mogočno navpično steno. V vsej tej vodi na zemlji imamo le dobro 2% sladke vode. In če potem odštejem še vso tisto vodo, ki je v obliki ledu, ostane le še slab odstotek. Ja, in zdaj smo na Krasu. Živalozor je pisal, da so takratni domačini imeli kar hude probleme za pitno vodo. Ker enkrat ta lepa reka ponikne v globine, jo je težko izslediti in tako tudi težko priti do pitne vode. Baje je Kras takrat izgledal kot puščava kamnite. No, mi je bilo pa zelo všeč, da se cepila. Imam občutek, da se mi klopi kar zagibajo. Se boljš počutiš, a ne? Bolj varno, če ne drugače. Ja, sam nekaj pa moraš vedeti, ne? Ti si zaščiten s cepljenjem le proti klopnemu meningitisu. To je že nekaj, ali? Fajn je, da se še vseeno malo pregledaš, ko prideš iz takih sprehodov in pa poti. Okay. Gozdovi v kraški pokrajini preprečujejo erozijo in bogatijo vodotoke ter kraško pokrajino. So pljuča Krasa in v tej dolini reke še posebej košata.
Prav tu je veliko sotesk, jam, ponorov in suhih dolin, ki tvorijo tipično kraško arhitekturo, tako zelo priljubljeno med raziskovalci in obiskovalci Krasa. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Midva se potikava po Krasu in so vmes lačna rata. Lepo. Pa še pred burjo se skrivava. No, super. Veva pa tudi, da imate specialitete, prav posebne tle na Krasu. Imamo in z veseljem bomo postregli tudi vam. Kar naprej, Hvala. hvaležno. Ja. Ja. To so zdaj te tipične kraške jedi. Ja, to je delno pravilno. Ja. Tukaj imamo zbrane in kraške tipične jedi in tudi brkinske jedi, ker smo ravno na prehodnem območju, kontaktni Kras se imenuje. In če bi začeli kot predjed, Ja. bi vam tukaj na tem območju ponudili malo kraškega pršuta. Super. Super, no to smo Pa že je to poskusili. običajno, da se prav. postreže potica zraven? To sem jaz dekorirala in meni je všeč, drugače pa ni. Mislim, redko zaslediš, da bi ponujali potico in pršut skupaj. Če se potem preselimo na tople predjedi, je to kraška jota, brez katere ne gre, ne? In seveda mora notri praviloma, da se izboljša okus, stopiti tudi kaj prašička, ne? Na vaši strani je pa rumena polenta z jurčki, z gobami. V jesenskem času je to na naših menijih skoraj konstantno. Jaz sem prinesla štruklje, orehove, Super. ja, izvolite, A so z rozinami? z rozinami in orehi. Kuhani pa so v beli sprti, v bilmi. Uprto. Prte skuhamo, da se ne tu razkuha. Kvašeno testo je in politi s drobtincami, kruhove drobtince na maslu režgane in malo sladkarja vrhe. To je tako podobno kot tisti lecmaki tam, ne? Ja, zabeljeno je. Ma kako rečemo mi? Njoki, češkovi njoki. Češpljevi njoki. To je bolj brkinska jed, ne? Ja, tudi dol po Krasi je bilo nekaj malega, ne dosti, zato ker tam dol so se ukvarjali bolj s tertami in je bilo malo češko. Zato so tukaj bolj češko. Svete reke lahko odkrivamo po pešpoti oziroma planinski poti ali med vožnjami s kolesom po mirnih poteh Kraške doline, Brkinov in Vremske doline. Ob reki ali veliki vodi, kot so ji dali ime domačini, se vije učna pot, ki nas uči o kraških pojavih, živalstvu, rastlinstvu, bogati kulturni dediščini kmečkega stavbarstva ter o zgodovini ponornih jam. V naši geološki zbirki imamo tudi tega dinozavra, ki prihaja iz italijanske strani meje oziroma Krasa iz Ribiške vasi pri Devinu. Tam so ga našli v enem kamnolomu, celoten tak skelet, kot ga vidimo na slikci. Se pravi, je to v naravni velikosti? Ja, ta je v naravni velikosti, je bil pa mladiček, zato je malo manjši, sicer so bili tam 3-4 metre veliki. Kar ogromni. Kras je seveda sestavljen iz apnencev kot najbolj tipične kamnine, z katere potem nastajajo kraške oblike, pa seveda tudi jame in kapliki. In apnence nastal iz školjk? Tako je. Apnenci so nastali iz takih školjk, ki so se usedale na dnu takratnih oceanov, morij in se potem preko raznih procesov, pritiskov, dodanih veziv, ki so pač preko mivke in ostale prišle skozi, nastali
trdni kamni, ki še danes ne moremo. Čeprav razumem, ti kamni so ti apnenci, ti apnenčeve kamnine so različnih vrst školjk, Tako, različne obdobje. Različne školjke, različni vodilni fosili jih imenujemo, potem določajo tudi starost teh apnencev, ker v določenem obdobju so rasli, so živele ali pa bile najbolj številne določene vrste, v druge in tako potem lahko naredimo prerez oziroma presek po starosti. No, zdaj smo prišli po našo arheološko zbirko, kjer imamo predstavljene tele jame, ki so v bistvu en tak veličasten, ki predstavlja veličasten vhod v podzemlje, takrat so vreli še celo v onostranstvo. Prvič so velike dimenzije, drugič so se tudi medlice ven kadile iz jam, tako da so pač predstavljali eno zelo zanimivo območje. Katere se nehajajo bogovi. Tako prebivajo bogovi in seveda so spoštovanja vredne. Zakaj so bile prav romarske poti, a to je bilo v času pred Rimljani? Ja, to je bilo še pred Rimljani, to je bilo tam od 10. stoletja pred našim štetjem. Poganski kulti? Tako, pravi poganski kulti, še s pomočjo ognja so takrat darovali razne stvari. Konkretno v tej jami orožje, ki so ga preko ognja potem tudi raztopili. Verjetno zdaj tudi kakšne živali, samo tega pač Ni mogoče videti. Ni mogoče še. Pa so bila ta svetišča tako vabljiva, da so iz različnih koncev privabljali ljudi? Tako je, te ljudje, takratni verniki pravzaprav, so prihajali tako iz Transilvanije kot iz Južne Grčije, celo to vemo po predmetih, ki so razstavljeni oziroma ki pripadajo tistim območjem, pa vse do Srednje Italije in celo predalpskega prostora. Ni lepo? Kaj se bojiš višine? Mečkan. Ni pa počas šla. Da ti ne bo odpihnilo, ne? Gremo dol do jam. Ja. Reka je sooblikovala Škocjanske jame. Sooblikovala in tudi pomagala dejansko ustvariti to naravno čudo, v katero so ljudje pred stoletji verovali, kot da je vhod v had, duše, da gredo v podzemlje, tudi z reko. Reka nam je prinašala in dobre in slabe zadeve, dobre zato, da so ljudje lahko imeli za svoje preživetje in potem za živino, hkrati pa seveda, da je prinašala tudi včasih tudi poplave, ki so povzročale ljudem ob reki, namreč reka je kar dolga, 42 km. Vse, kar je tukaj reka povzročala, je bilo, da je dolbla leta in leta apnenc in na koncu včasih se je tudi strop udrl in tako so potem nastali rovi v Škocjanskih jamah, ki so se zasigali. Z 100 000 let so kapljice, ki so tudi spet voda, prodirale skozi ozračje, topile apnenc na površini, se sušile zaradi prepiha v teh rovih in vzročale in naredile fantastične stalaktite, stalagmite, sigaste stene in stebre, tako da pravzaprav nas je cel svet preko teh kanjonov, teh slapov, vode in pa seveda tudi kraških pojavov občudoval in nam priznal eno največjih priznanj, kar je lahko na svetu. Začelo se je pa to z UNESCO-m 86. kako? 86. smo bili vpisani, 26. novembra, praktično zdaj imamo 20-letnico, praznujemo in na podlagi tega vpisa seveda je država, takrat Jugoslavija, potem pa je to sprejela vse te konvencije, tudi Slovenija, je prevzela obveznost Slovenija, da uredi to tako, da bo javna inštitucija države upravljala in varovala to naravno in kulturno dediščino. Tako so ustanovili s posebnim zakonom konec leta 96, 97 je pa to prišlo nekje v življenje, javni zavod Park Škocjanske jame.
In če se vrnemo k sami reki, reka tukaj ponikne, kje pa potem ponovno pride na površje? Torej, reka ponikne kar nekajkrat, predno pride na površje. Bi rekel, enkrat ponikne zdaj že v zgornjem toku, ker se je dno malo udrlo, voda teče se sicer naprej, pride tukaj pod naravni most. No, ravno v tem delu tukaj, 50 metrov od nas, pa ponikne zadnjikrat in gre v Škocjanske jame, da bi skozi Hankev kanal, Martelovo dvorano prišla v en sifon in nadaljevala pod zemljo, pod Divačo, po celem slovenskem Krasu, en del zavije verjetno pod zemljo tudi proti Trstu, da bi prišla ven z drugim imenom. Mi jo imenujemo reka Reka. V Italiji jo imenujejo reka Timavo, Fiume Timavo. In je najkrajša reka v Italiji, samo 900 metrov in nad morjem pride ven 3,5 metra. Res sem vesel, da sem s tabo popotoval vse te slovenske reke in porečja. Zbiranje podatkov v vodi je ključnega pomena za bogatstvo rečnih virov Slovenije. Jaz upam, da si uspešna ali da boš uspešna s to tvojo diplomsko nalogo. Rada pa bi jo tudi podprla s svojimi fotografijami, če dovoliš. Z veseljem ti pomagam. Ja, v raziskovanju reke sva ugotovila, da so podzemeljske reke vodni zbiralniki in da jih je treba čuvati. Ker če se onesnažijo, se na površju dokaj hitro očistijo, v podzemlju pa to traja in traja. In kot pravi stara slovenska modrost, ko spiješ kozarec vode, se spomni na vodnjak, iz katerega si pil, in na svoj odnos do vode. Vode so naše bogatstvo in res jih je treba čuvati in gledati nanje s srcem.